Ja, jaz sem Benicio del Toro, v ekipi skrbim za zvočne efekte. Torej, kadarkoli mislite v filmu, da nekega efekta ne bi smel biti, da je zvok čisto nemogoč, takrat sem kriv jaz. Da bi ujeli dušo filma in res ustvarili tisto popolno iluzijo fantazijskega sveta, ni dovolj samo slika. Vsaj polovico predstavlja zvok in res smo imeli neverjetno srečo, da smo delali z virtuozom, kot je Benicio del Toro. Zdaj pride najvažnejše pri filmu. Zvok. Efekti. In to je moja naloga. Če bi mogla zbrati najboljše tri, bi rekla Benicio, Hans Zimmer, ja, pa spet Benicio. Ne. Samo genij lahko prepozna genija. Vedno je točen in natančen. Zelo natančen. On je res velik človek. Slišala sem, da je enkrat tako lepo pel, da je na koncu še slepec videl barve. Pam 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 pam. On res poje z vsemi barvami vetra. On res ne stane veliko. Nismo dosti zapravili. To je človek, ki je še v spanju dela. Poleg tega je napisal, odigral in zapel celotni soundtrack filma. Rotorjev Requiem seveda vsi poznate in zato ne potrebuje posebnega uvoda, vseeno pa dovolite, da vas popeljemo v zakulisje nastanka te mojstrovine.